Jesen je letni čas, ki je hočeš nočeš povezan z vlago. Pogosto deževje, meglena jutra, jutranja rosa. In to je tudi čas, ko se odvečna vlaga pokaže v marsikaterem domu. Obiskali smo hišo, kjer so se težave pojavile kmalu po vselitvi, a so našli rešitev za te tegobe. Mlajši par iz Lenarta, Ivana in Simon, sta kmalu po rojstvu sina spoznala, da želita svoj dom urediti v novi hiši za otroke in zase. Na srečo sta imela možnost, da se zidata hišo na zemljišču njegovih staršev. Simon in Ivana, zakaj sta v lastni hiši? Kje sta bila prej? Ja, prej smo živela pri starših v mansardu oziroma v stanovanju nad starše. Pol smo se pač odločili, da bi tudi mi imela svojo hišo. Prišli so otroci, so rabili svoje sobe in smo pač začela malo gledati hiše, tlorise, pač kaj bi bilo nama primerno. Smo našla hišo, šla do projektanta, zrisali, pa začeli delati. Ivana, jaz imam izkušnjo, da ženske pravzaprav nekako dajo ključni pečat domu. Ja, v bistvu nekako smo skupaj se odločala za pohištvo. Ravno sem rodila takrat, tako da dejansko jaz sem imela ideje, do zaključka pa je pol prišlo pri Simonu. On je bil tisti, ki je potem to iskal v trgovinah in se organiziral, se dogovarjal z mizarji. Takšno delitev dela potrjuje tudi njena pripoved, kako sta izbrala kuhinjo. V bistvu sem jaz idejo dobila na internetu, ponudbo sem pošiljala pač večjim mezarjem in dejansko takrat, ko bi midva mogla iti plačati aro za kuhinjo, tisti dan sem šla v bistvu roditi. Tako da je potem mogel mož v bistvu sam iti ta del izpeljati, tako da je dejansko on naredil podpis na koncu. Hiša meri okoli 140 kvadratnih metrov in ima običajno razporeditev prostorov. V pritličju sta kuhinja in jedilnica, združeni v večji dnevni prostor, poleg sta kopalnica in dodatna soba. Gornja etaža je namenjena zakonski spalnici, 2 otroškima sobama, kopalnici in pomožnemu prostoru. Ni težko uganiti, kateremu otroku je namenjena katera od obeh sobic. Še eno posebnost smo opazili v domu družine Bračko. Miza v jedilnici ni niti pravokotna, niti okrogla, ampak kvadratne oblike. Težave z vlago so se pokazale po nekaj letih bivanja v novi hiši, zato so sklenili, da poiščejo trajno rešitev. Vgradili so decentralni prezračevalni sistem. Odločili smo se zaradi tega, ker je pač bil v hiši čist drugi zrak, pač od zunaj. Malo se je tu že kazala vlaga, to se je videlo v vogalih, najbolj pa na oknih. Okna so bila vsako jutro mokra od spodaj. Tudi kopalnica je bil problem. Sploh, ko so se šle ženske tuširati, takrat je ogledala en čas, nisi mogel uporabljati. Zdaj tega problema več ni. Zjutraj je zrak sveži, okna so suha. Razlika je bila vidna že naslednje jutro, ko sem stopila v sinovo otroško sobo. V bistvu, ko sem stopila noter, se je čutil tisti svež zrak. Prvo sem pomislila, okno sem pozabila včeraj zapreti, preden je šel spat, ampak je hkrati bilo toplo. Potem pa sem ugotovila, ja, to je to, verjetno je že tak, deluje že tak kratek čas. Dejansko je prostor bil svež, hkrati pa topel. V gornji etaži je manjši prostor namenjen likanju in drugim sorodnim opravilom. Verjetno ena izmed redkih žensk, ampak rada likam. Zvečer, ko so otroci zaspali, sem ja šla likat, tisto, kar se je nabralo. In dejansko je bilo noter tako zatohlo, od tiste pare, vroče. Ponavadi sem kar po parih minutah mogla iti malo ven, malo da sem se spreluftala, pa nazaj noter. Potem, ko se je pa zmontiral ta sistem, pa dejansko sem lahko likala kar neprekinjeno in se je tudi poznalo. Kot smo slišali, so se težave pojavile zaradi obilice vlage v prostorih. Ja, vlaga je kar precejšen problem, ne? Namreč ena 4-članska družina na dan spusti v zrak cirka 10 do 15 litrov vode. In ta količina vlage, vode, v kapljicah se mora nekje absorbirati in ponavadi gre v zidove. Če mi zraka neprestano ne izmenjujemo, potem je samo vprašanje časa, kdaj bo količina vlage v zidu tako velika, da bodo zidovi zacveteli.
in to je potem začetek plesni. Sodobna gradnja je nastavljena tako, da gradimo čim bolj zrakotesno, da bi prihranili čim več energije. Okna tesnijo, fasade so, bom rekel, konkretne in tako naprej. In seveda te izmenjave zraka ni. Zanimalo nas je, kateri so glavni sestavni deli decentralnega prezračevalnega sistema. Ja, sestavni deli tega sistema so v veliki večini primerov rekuperatorske enote, najbolj poznano je E-kvadrat, ki jih je potrebno smiselno razporediti po posameznih prostorih. Te enote se med sabo pogovarjajo, so povezane, se pravi, krmiljenje je povezano, ne? Niso fizično povezane, ne? In vedno delujejo v parih, sinhrono, se pravi, če piha ena noter, piha druga ven. In se ta zrak izmenjuje v celotni kubaturi neke sobe. Lahko je vse avtomatika, sistem samodejno meri vlago, temperaturo, hkrati pa ima uporabnik možnost številnih nastavitev. Potem imamo režime, ki so primerni za nočni počitek, ne? In so prilagojeni na manjšo izmenjavo zraka in seveda tudi bolj neslišno delovanje, ne? Decentralni prezračevalni sistem se lahko vgradi med gradnjo nove hiše. Prav tako lahko z njim rešimo težave s plesnijo in kondenzom na oknih med prenovo starejšega stanovanja ali hiše. Pri novogradnji je zadeva najlažja, ne? Zato, ker imamo mi tloris, imamo projekt, lahko že v pisarni, bom rekel, postavimo sistem, pozicioniramo elemente in določimo točne lokacije. Drugače pa je pač pri sanacijah, kjer se treba prilagajati nekim specifičnim situacijam, nekje ima nekdo vgradne omare, skratka, treba se znajti in vedno najti neki novi model, neko novo rešitev za vsak tloris, ker ponavadi so si vsi tlorisi različni, ne? Velja torej, da decentralni prezračevalni sistem prinese svež zrak v vsak prostor.